Dober dan. Upam, da ste imeli lepo poletje in da niste preveč časa preživeli v zastojih na slovenskih cestah, denimo na Štajerki ali Primorki. Prizori se sicer vsako leto v tranzitni državi, kot je Slovenija, ponavljajo. Le odseki so včasih drugi, odvisno od del ali pa od nagajanja zahodnih sosedov, kot pravi infrastrukturna ministrica. V vladi, ki je že v predvolilnem vzdušju, mnenja o prometni strategiji, denimo o novih pasovih na avtocestah, niso enotna. Napovedujejo pa večmilijardna vlaganja v infrastrukturo, a kdaj jih bomo čutili tudi vozniki in potniki. Z nami v studiu je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za vabilo. Najprej pa, gospa ministrica, ker ste ravno kar v bistvu direktno s seje vlade prišli sem, vlada je na današnji seji sprejela nove sankcije proti Izraelu. Lahko poveste, ker je pač gradivo z vašega ministrstva, kakšni točno so ti ukrepi in kako jih bodo Izraelci čutili? Pravzaprav gre za odpravo enega relativno starega sklepa vlade iz leta 2003, da so na izraelskih letalskih družbah, ki so registrirane v Izraelu, lahko prisotni oboroženi častniki. Tako da jaz ne bi rekla, da gre ravno za nove sankcije, ampak v luči tistega, kar je naša vlada že sprejela in se nanaša na uvoz, izvoz oziroma tranzit orožja in tudi z varnostnih vidikov, se je naša vlada odločila ta sklep iz leta 2003 preklicati, kar pomeni, da na izraelskih avionih ne bodo smeli biti več oboroženi častniki. Na tistih, ki so pač v našem zračnem prostoru, a ne? Ali pa za tiste, ki pristajajo v Sloveniji. Ja, ampak zakaj ste se odločili za ta ukrep? Kakšne realne učinke bo sploh imel, recimo? Ali bodo to Izraelci precej čutili? Mislim, stvari, ki jih dela vlada, verjetno morajo, kako ne rečem, pasati skupaj, in če smo se odločili za sankcije povezane z orožjem, je verjetno prav, da to naredimo na, kako ne rečem, po celotni liniji. Večkrat smo že povedali, da dovoljenja, ki je izdano skladno z mednarodnimi predpisi, ki urejajo področje letalstva, preklicati ne moremo in ne smemo. To pa je izključno v pristojnosti države in z vidika varnosti seveda to lahko naša država naredi kadarkoli. Torej, čeprav razumem, ta ukrep v bistvu kot nekakšna alternativa, ker tistih letov ne morete v bistvu odpraviti, ste pač storili. Je nadaljevanje ali pa nadgradnja ukrepov, ki jih je vlada že sprejela. Dobro. Pa če greva k najbolj akutni stvari v prometu, in to so seveda razmere na Primorskem. Po kolapsu zaradi zaprtja vipavske hitre ceste ste ta teden oziroma so ta teden omejevali tovorni promet že pred samim mejnim prehodom Fernetiči. Kakšen je rezultat? Jaz bi mogoče naredila malo uvoda, če dovolite. Že prej je bilo povedano, ja, Slovenija ima odlično geostrateško lego, pomemben tranzitni položaj, in to seveda na eni strani smo tega veseli, ko govorimo o uspehih našega gospodarstva, ko pa govorimo o zastojih na naših cestah, ki so ravno tako posledice te dobre geostrateške lege, smo pa tega nekoliko manj veseli. Kot drugo, prometne strategije se ne delajo od danes do jutri. Prometne strategije se delajo za več let, da ne rečem desetletij vnaprej. To, kar mi danes izvajamo, res veliko investicij, bi jaz rekla, da je mogoče neka, pa ne zveni preveč čudno, neka gasilska akcija za našo infrastrukturo. Vse, kar se zdaj dogaja na avtocestah, je pravzaprav nujno. Slovenske Konjice Dramlje. Zatečeno stanje, ne? Že 10 let nazaj bi morali. Zatečeno stanje in Slovenske Konjice Dramlje, če ne bi en razpis padel, ga je Državna revizijska komisija razveljavila, bi se ta projekt izvajal že 2 leti nazaj. To, kar se danes že dela na Rebrnicah, je nujno, zato ker cestišče drsi. Poleg tega, da cestišče drsi, bo pa Dars uredil tudi protivetrno ograjo in vemo, da tudi ko je cesta zaprta, se dela gospodarska škoda. Mislim, da so povedali, da 25 dni na leto je zaradi burje ta hitra cesta bila zaprta. Jaz se zavedam, oziroma mi se zavedamo, da vse te investicije vplivajo na gnečo, vplivajo na voznike. Nihče ni tega vesel, mi skušamo to čim bolj in pravočasno skomunicirati, tako da ljudje v bistvu vejo,
kaj jih čaka. Pa še nekaj, ne, če mislimo, da so te zastoji poleti samo v Sloveniji, se tudi hudo motimo, je treba pogledati malo okrog. Tudi na Hrvaškem so bile več 10-kilometrske kolone, pa so ljudje vseeno, bom rekla, šli na morje, da bi se tam imeli seveda lepo. Ja, cestninska postaja Lučko pri Zagrebu je recimo in v Avstriji, in v Italiji, in Francija, Nemčija, pravzaprav po celi Evropi so v teh poletnih konicah gneče. Ja, ampak to, kar sem vas prej vprašal, ne, kakšen je zdaj rezultat tam pri Fernetičih? Se stanje izboljšuje glede na to, kar ste pač se zmenili na tistih sestankih in potem ukrepali? Kolikor sem jaz obveščena, dobivam pač Darsova poročila, naj bi v ponedeljek in torek in včeraj situacija bila nekoliko boljša, kar pomeni kolone krajše. Vsekakor pa smo se skupaj z vsemi deležniki, od lokalne skupnosti do reševalcev, gasilcev, policije, dogovorili za nek nov režim, ki naj bi bil z ponedeljkom vzpostavljen. Pa vam Italijani še nagajajo? Mislim, Italijani izvajajo mejno kontrolo. To je njihova dolžnost. Vi ste razumeli njihove poteze kot nagajanje, to ste zadnjič rekli, ne? Zato, ker enkrat to kontrolo izvajajo zelo striktno, enkrat jo izvajajo pa nekoliko manj striktno. In takrat, ko jo izvajajo nekoliko manj striktno, je pač gneče manj. Zato sem jaz rekla, mogoče celo malo nagajajo. Jaz nimam informacije, da bi oni svoje delo kakorkoli spremenili. Obljubili so tudi, da bodo uredili cestišče se pravi 2 pasova, da bi promet lahko tekel po 2 pasovih, ampak ker se nismo zanašali na njihove obljube, smo pač sami stvari uredili tako, kot mislimo, da je v tem trenutku najbolje. Če se bo izkazalo, da je treba kaj korigirati, bomo pač korigirali. Ja, saj to sem vas hotel vprašati, ker imate pač pregled nad gradbišči, tam vas pogosto vidimo, ampak a gledate tudi kaj čez mejo? Ste spremljali, ali Italijani zdaj že asfaltirajo ta obljubljeni drugi pas? Se to kaj premika? Iskreno povem, da nisem uspela preveriti. Bom pa zdaj takoj preverila. Je pa slišati, da je za situacijo tam konkretno pri Fernetičih krivo tudi vaše ministrstvo, ker da se ni pravočasno dogovorilo z vsemi deležniki to, kar ste zdaj počeli, oziroma ste naredili tak načrt, da ni deloval, ker tudi prevozniki in ostali so rekli, morda bo kakšen dan kaj več tovornih vozil, ampak situacija je bila pa čisto nekaj drugega, kolaps je bil. Zdaj bom jaz rekla, vse to, ta investicija in vsi dogovori so bili v pristojnosti Darsa. Da. Tako da mi smo se, ali pa Ministrstvo za infrastrukturo se je v bistvu vključilo, ko je nastal izziv. Tako da lahko, in jaz sem se tudi prevoznikom opravičila, da pač niso bili pravočasno v tiste pogovore vključeni, ampak tudi tak dogovor, ki je bil sprejet, še enkrat poudarjam, seveda Darsov predlog prvoten je bil nekoliko drugačen, pa je zaradi varnosti bil spremenjen in s predlogom, kakršen teče danes, promet, kakor teče danes, so se ravno tako strinjali vsi, lokalna skupnost, policisti, gasilci in reševalci. Tako da je pa promet živa stvar in mislim, da smo zdaj rešili stvari. Ja, sej, ampak Dars vse te podatke o prometnih tokovih ima, oni vse te številke imajo in jih lahko spremljajo, To pomeni, da bi lahko na podlagi teh podatkov, s katerimi razpolagajo, bolje ocenili situacijo, ki se je potem tudi zgodila, ali ne? Lahko samo rečem, se strinjam in mogoče toliko v njihovo obrambo, da so bili z italijansko stranjo dogovorjeni, da bodo stvari tekle drugače. Dobro, kritike, ki letijo na pristojne, zlasti na Dars, seveda, gredo v smeri, zakaj istočasno dela na najbolj obremenjenih cestnih odsekih, recimo to poletje, konkreten primer, in Štajerka tam pri Dramljah in Primorka, rezultat smo videli. Vi pravite nekako tako, če bi razvlekli zdaj vse to, vsa ta dela, na 5 let bi bil pa problem potem daljši, morda bi bil pa manjši. Stavite vi torej, če vas prav razumem, na to, da so ti rezultati vidni prej.
Kdaj bodo torej ti rezultati vidni, če nekako ste skrčili zdaj vsa ta dela na krajši čas? Stavimo na to, da bo naša infrastruktura čim prej varna in boljša. To je edini argument in kot sem povedala, bi v bistvu vse te investicije, ki se izvajajo danes, morale biti narejene že v preteklosti. In zdaj, če prav razumem, tudi vi nekako namigujete, da delamo preveč. In enako, kritike so, torej, da na preveč obremenjenih odsekih preveč pravi, bi bilo bolje, da to malo raztegnemo. Ampak hočem izpostaviti, da še par mesecev nazaj smo se pogovarjali, da je gradbeništvo v upadu in da delamo premalo. Tako govorijo gradbinci. Pridejo na sestanek avtoprevozniki, pravijo, delate preveč in predolgo. Pridejo k nam na sestanek projektanti, kjer jih prosimo, poglejte, a se da projekte, ki ste jih sprojektirali, ker nič od tega, kar se zdaj pogovarjamo, ne določamo politiki. Rokov izvedbe, cene, to so vse strokovno utemeljene rešitve. In na moje vprašanje, a se da konkretno Rebrnice izvedbo skrajšati, če skrajšujete izvedbo, to lahko vpliva na kakovost projekta, bo projekt slabše izveden in mi ne moramo prevzeti odgovornosti. Tako da moj apel na zadnjem sestanku, ki sem ga imela za gospodarsko in obrtno zbornico skupaj s prevozniki, je bil, da se znotraj teh organizacij gradbinci, prevozniki in projektanti sedajo skupaj in pravzaprav oni povejo, kaj bi bil njihov predlog. Koliko naj delamo, kako lahko roke skrajšamo in vprašanje, če res delamo preveč. Še enkrat, nobene investicije ne izvajamo zato, da jo izvajamo. Vse izvajamo zato, da bo naša infrastruktura boljša. In če samo dva primera na avtocesti povem, kjer je res 20 let ali pa 15-20 let trajalo, da sta se izvedla, Šentvid, izvoz iz avtoceste proti mestu, 15 let je trajalo, da se je uredila papirologija, da je zdaj končno izvoz in Celovška cesta v tistem delu urejena in izvoz Log-Dragomer. Mislim, da so bili dokumenti in načrti 20 let nazaj na mizi, pa se tudi do letošnjega leta pravzaprav ni nič naredilo. Tako da to, da še kar naprej čakamo, tudi ni rešitev, ne? Ampak se strinjam, prometna strategija je tista, ki bi na dolgi rok morala povedati, kaj, koliko in kdaj. In k njej še prideva, če se vrnem še malo k prevoznikom, zaradi neznosnih razmer so celo grozili z zaprtjem primorske avtoceste. Oni pravijo, obnova cest seveda, ampak takšna, ki bo zagotavljala pretočnost. Ali vi v ta namen razmišljate o usmeritvi Darsu, o delih 24/7, torej tudi po noči, ali pa je to povsem v rokah Darsa, ko smo njih spraševali, so rekli, da na Štajerki delajo tudi po noči, verjetno so tudi zato lahko potem prej končali, a ne 30 dni prej. Po drugi strani pa šef Darsa, Andrej Ribič, priznava, da imajo težavo, ker na nekaterih deloviščih pa delavcev včasih sploh ni in tudi to rešujejo, pravijo. Torej vprašanje za vas, ali bi bila neka generalna usmeritev, delajte čim več tudi po noči. A je to popolnoma v rokah Darsa? Mislim, absolutno je vsak projekt v rokah investitorja. Kaj je izvedljivo, da se dela po noči, je ravno tako v rokah investitorja. Zagotovilo Darsa je, da kar se da delajo po noči, treba je pa vedeti, da je kar nekaj omejitev z vidika hrupa, okolja in še kaj, zakaj vseh del po noči se tudi ne da izvajati. Ker tudi avtoceste grejo skozi ali pa blizu naselij in tisti ljudje imajo že po dnevi hrup, pa veliko prometa, se pravi, po noč bi imeli pa še od gradbišča. Tako da absolutno, kar se da, ne bom rekla navodilo, moj apel, da čim več naredimo tudi po noči, seveda je pa tudi pri gradbenih delih prva varnost. Treba je zagotoviti, da kar se dela na varen način.
Ja, so pa v vladi različni pogledi in seveda pred volitvami ti pridejo najbolj do izraza, če tako rečem, o prometni strategiji države, ki ste jo zdaj že večkrat omenili. Tu najprej povejmo, da je zanjo pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi vaš strankarski kolega Bojan Kumer, ampak temeljna razhajanja, so v tem, ali denimo širiti najbolj obremenjene odseke na avtocestah. Zdaj se širi Štajerka pred Ljubljano, ampak Levica je proti takim širitvam, Torej do konca tega mandata, in to je vprašanje, po vaše ni možnosti, da bi se vlada sploh poenotila v novi prometni strategiji? Iskreno, te prometne strategije mi še na vpogled dobili nismo, tako da jaz ne vem, kaj vključuje, kaj ne vključuje. Ampak ni to... Mislim, da vi kot Ministrstvo za infrastrukturo nimate vpogleda, kaj se pripravlja glede prometne strategije. Ko bo osnutek pripravljen, verjetno bomo te stvari dobili v medresorsko usklajevanje. Tako da jaz to več naprej ne bi želela komentirati, ampak absolutno je to temelj, še enkrat temelj za srednjeročno oziroma dolgoročno upravljanje prometa. Ampak mi vsekakor moramo zagotoviti, da so ceste varne, in to zagotavljamo, da bi čim več prometa tovornega spravili na tire, tudi tu se trudimo, zato tudi res enormna vlaganja v železniško infrastrukturo in tudi zato, ker toliko vlagamo v železnice, je v tem trenutku več tovora na cestah, kar seveda spet še dodatno obremenjuje naše ceste. Ampak spomnimo se, drugi tir bi lahko bil, če ne bi bilo 2 referendumov, ki jih je zelo veselo podprla tudi največja opozicijska stranka SDS. Drugi tir bi lahko danes deloval in mnogo kamionov, ki se zdaj valijo po Primorki, bi lahko bilo na tirih. Tako da to je vsekakor ena od rešitev, da čim več tovora spravimo na tire. To je absolutno naš cilj in zato sem še vedno prepričana, kljub, bom rekla zdaj, nekaj poškodbam zaradi poplav oziroma neurja, ki je bilo, da bomo meseca marca leta 2026 se poskusno peljali po drugem tiru. Tako da absolutno se stvari počasi zlagajo. Seveda, kako naj rečem, je pa treba nekako zdržati do tja, da so stvari končane, ampak primer je Celovška cesta. Zelo hudo in zelo naporno za ljudi je bilo tam nekje od meseca junija naprej, ampak mislim, da so zdaj vsi veseli, da je stvar takšna. V tem trenutku, zato ker obnavljamo oziroma končujemo projekt nadvoza železniškega na Dunajski, je Dunajska cesta v Ljubljani zelo, zelo obremenjena, se zavedamo, ampak konec oktobra bo tudi tega konec. 2 velika projekta, eden se skoraj končuje, to je Črna Mežica, po 30 letih bojo ob Mislini na Koroškem dobili novo odporno cesto, se pravi na poplave odporno cesto od Mežice do Črne, gradi se cesta od Raven do Dravograda, jutri začenjamo z zahodno obvoznico Maribor, tako da res se veliko dela in še enkrat bom tudi tukaj izkoristila priliko in ljudi prosila za razumevanje. Ja, če se samo še za sekundo vrnem k prometni strategiji, ta trenutna, ki velja, je do leta 2030, narejena je bila še v času Cerarjeve vlade pod ministrom Gašperšičem, torej junija 2017. Torej, posodobitev je v načrtu, so že začeli in v letu 2027 naj bi bila ta posodobitev končana, pa strategija pa naj bi potem veljala do leta 2050. Bomo videli, seveda vmes so še volitve, In če greva k prejšnjim volitvam, gospa Bratušek, pred njimi so nevladniki oziroma Glas ljudstva, predstavniki strank spraševali o tako imenovanem moratoriju na širjenje cestne infrastrukture. Zdaj bom citiral, kaj zahtevajo, kaj so zahtevali. Zahtevamo začasno ustavitev vseh načrtov za širjenje cestne infrastrukture z namenom odprave ozkih grl, saj s tem dolgoročno poglabljamo probleme. Konec citata. Moratorij so takrat podprle 4 stranke,
Gibanje Svoboda, Levica, Desus in Vesna, vi ste bili sicer takrat še predsednica ene druge stranke. In tega nismo podprli. SAB in tega niste podprli, kaj pa vaša zdajšnja stranka Svoboda, a si je torej premislila, a ste imeli vi kakšno vlogo pri tem, kakšno je zdaj stališče v Svobodi? Treba je povedati, da samo širitve cest absolutno niso rešitev. Lahko pogledamo na Dunaju, mislim, da imamo 6 pasovnice v vsako smer, pa kljub temu zastoje. Tako da samo širitve definitivno niso problem za prometne kolapse. Kot drugo, v središčih ali pa v velikih mestih, Ljubljana je za Slovenijo največje, pa veliko mesto, bo vedno ob konicah gneča. Ne moreš narediti infrastrukture, ki bi to gnečo lahko oziroma lahko jo omili, ne morejo pa ukiniti. Poleg tega, da je treba modernizirati ceste, modernizirati infrastrukturo, je seveda treba narediti tudi druge ukrepe. Bom povedala primer, zdaj, ko se je Celovška obnavljala, to je pač pot, jaz se sicer vozim po avtocesti iz Kranja, ampak mnogo ljudi se pa pelje po stari cesti iz Kranja in kar nekaj ljudi mi je to poletje reklo, da je avto zamenjalo za vlak, ker pač je bila res na vstopu v Ljubljano neznosna gneča. In niti eden mi ni rekel, da je to slaba izkušnja. Vsi so bili navdušeni in zadovoljni, ker na tej progi, se pravi od Kranja do Ljubljane ali obratno, tudi nobenih vzdrževalnih del ni v tem trenutku, tako da vlak vozi normalno. Tudi to je ena pot. Skratka, da mi ljudje osebni avto zamenjamo za javni potniški promet. Vem, da bo marsikdo zdaj rekel, se tudi vlaki pa zamujajo in tako naprej. Res je v tem trenutku, ko obnavljamo, tiste proge so problematične, to je proga proti Kopru, ampak tam, kjer se pa da, z Gorenjske je to v tem trenutku, bom rekla, odlično. In če greš na mednarodni vlak, ki ustavi v Kranju, si v 21 minutah v centru Ljubljane. To mislim, da z avtom ni variante, niti po noči. Ja, zdaj ste me spomnili, enkrat sva se midva peljala z vlakom na Gorenjsko do Kranja, kjer živite, vmes sva posnela tudi en pogovor, pa se spomnim, da sem se o zelo podobnih stvareh pogovarjala, kot danes, takrat ste bili infrastrukturna ministrica v Šarčevi vladi, torej prvič, a ne? Ampak vi danes te železniške proge še vedno ne uporabljate za svojo vožnjo v službo. Zakaj ne? Ali s tem priznavate, da ni dovolj napredka in da javni prevoz še ni dovolj konkurenčen prevozu z avtomobilom? Absolutno je dovolj napredka in če bi bil moj delovnik omejen na 8 ur, skratka, da veš, kdaj začneš in kdaj končaš, bi to definitivno naredila, tudi tako, kdaj občasno uporabljam, ampak kaj ne rečem, na žalost ali pa na srečo je moj delovnik mnogokrat bistveno daljši kot 8 ur, predvsem pa zelo težko načrtujem, kdaj lahko zaključim. In to je praktično edini razlog. Imamo nove vlake, ki res zelo hitro prideš iz Kranja v Ljubljano in za tiste, ki imajo zelo predvidljiv delovni čas, je to definitivno najboljša rešitev. Ali bo država, bom rekel, povečala število teh tako imenovanih multimodalnih vozlišč, ki so zelo popularna oziroma se že izvajajo recimo v nekaterih evropskih državah? Torej, bom dal zdaj primer, jaz se pripeljem z vlakom na neko lokacijo in tam je potem že takoj avtobus, s katerim se lahko pripeljem naprej. Ko pridem z avtobusa, so tam že kolesa, se usedem na kolo in pridem na ta način do neke svoje končne destinacije. Ali država dela na tem, ali je to prioriteta? Absolutno je prioriteta. Zdaj tudi to področje spada pod Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ampak ne glede na to, Ljubljana, mislim, da lahko rečem, da je vsaj na 3-4 točkah dober primer, kako se lahko tako naredi. Več je teh tako imenovanih park and ride točk v Ljubljani in če se pelješ mimo, vidiš, da so tudi zelo dobro obiskane oziroma parkirane, ali kako naj rečem. In absolutno tudi načrtovalniki poti so že dostopni na spletu, se pravi, če se jaz odločim, da grem iz Ljubljane na Bled, lahko odtipkam destinacijo in v bistvu mi tudi ta
program pomaga poiskati, kaj je tista najboljša rešitev za dan in čas, ki si jo jaz izberem. Seveda bomo s tem nadaljevali. Mislim, pa vozovnice, a ne, da bi bile potem za eno vožnjo, tudi če je vlak, bus, vse, da je ena vozovnica za vse, a ne? To je pa že danes. To pa že danes je integrirana vozovnica za javni potniški promet, tako da z eno prideš in na avtobus in na vlak in seveda bom zdaj eno stvar dodala, za upokojence tudi vse to brezplačno. Ja, ampak ta stvar, ne, seveda smo vsi veseli, da imajo to, ampak dejstvo pa je, da v nekaterih krajih pa to vpliva na ostale potnike, a ne, recimo sploh v turističnih pa mislim, da letos večjih zapletov ni bilo, vsaj nismo zasledili, ampak moj odgovor je vedno bil, da se prevoznik mora znati prilagoditi in organizirati, ker mislim, da nismo mogli narediti boljše stvari, kot da smo starejše ljudi iz cest spravili na vlake. In katerkoli, ki ga srečam zdaj na vlaku, pravi, da je to res ena od boljših in v družbi so, pogovarjajo se, niso v gnečah na cestih in tudi mislim, da se je število voženj upokojencev enormno povečalo. Ja, to se tudi vidi. Kar je seveda naš cilj. Da. Pri koncu sva, gospa ministrica, volitve bodo, kot kaže, marca, torej ta vlada ima samo še pol leta pred seboj. Vi ste nekdanja predsednica vlade, bili ste tudi šefica direktorata za proračun na finančnem ministrstvu kar nekaj časa. Gledal sem zadnje podatke Fiskalnega sveta v prvih 8 mesecih letošnjega leta kar milijardo evrov primanjkljaja. Lani je bil v tem času proračun skoraj uravnotežen. Ali vas to skrbi in na kratko, s kakšno popotnico ta vlada in vaša stranka Svoboda odhaja na volitve? Zdaj, kar se tiče proračuna, prav pred kratkim smo obravnavali polletno poročilo, smo pri zaključevanju proračunov za leti 26 in 27, tako da smo zdaj res sredi teh številk. Ne da se preprosto enačiti meseca z mesecem. Skratka, ne moramo reči, ker je v 8 mesecih bilo 1 milijardo, bomo do konca leta deficit oziroma primanjkljaj presegli. Ja, v planu je, da bo do konca leta 2 milijardi. 1,9, če smo natančni, oziroma še malo manj, 1,8 ampak vseeno veliko, ne? Nekaj. Ampak to je sprejeti proračun, to so načrti, ki so bili potrjeni v državnem zboru, tako da ne delamo nič, kar ne bi bilo v skladu z sprejetimi dokumenti. Jaz bom tukaj dodala še številko, da bo v mandatu te vlade od leta 2022 do 2026 7 milijard evrov namenjeno infrastrukturi, kar je res rekordno visoko in to pozitivno vpliva tudi na naše gospodarstvo. Tako da moja ocena je, da je bilo v mandatu te vlade narejeno veliko, pa zdaj ne govorim samo za področje infrastrukture, tudi na področju zdravstva smo naredili velike korake, ki jih ljudje mogoče sedaj še ne čutijo. Enako dolgotrajna oskrba, ki ni bila prej urejena 30 let. Tako da jaz mislim, da je popotnica za volitve dobra in da bodo ljudje tudi to znali pokazati. Ja, na koncu bo tudi oni odločili. Samo še to, vi boste kandidirali za poslanko Svobode v Kranju, kje drugje? To je pa vprašanje, o katerem se še nismo pogovarjali. Ampak vi osebno, to me zanima. Vi imate željo, da bi kandidirali? Jaz osebno s kandidaturo nimam problema, ker mislim, da je prav... In ste evidentirani tudi, ne? Veste, da ne vem še. Aha. Nimamo še teh podatkov, a smo evidentirani oziroma a so nas ljudje evidentirali. Ampak kot rečeno, s kandidaturo absolutno nimam nobenega problema. In boste torej kandidirali za poslanko na naslednjih volitvah, če bo tako stranka odločila. Tako. Najlepša hvala, gospa ministrica Alenka Bratušek, za obisk na N1. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse naše pretekle oddaje in tudi podcaste Suzano Lovec najdete na naši spletni strani nnainfo.si, pa tudi na YouTubu, na Metroplayu in seveda pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Iz studia le še lep pozdrav in nasvidenje.